Pozdravljeni v novi oddaji BIM pogovorov. Zdravo, Robi. Zdravo, Matjaž. Tole v bistvu se vidi, da smo malo, vsaj jaz sem malo tako malo zrjast pri napovednikih, ker zadnjič sva, ko si v bistvu predlagal, fino, da bi midva lahko kaj posnela, pa sem seveda včeraj se spravil tole malo pripravljati, sem videl, da sva zadnjič posnela sredi januarja. Tole je pa že kar daleč od takrat, ne? Na 2 meseca se. Ko na 2 meseca, to je bolj na 3, ne? Ja, ok, res je. To je malo na 3, ne? V redu, zdaj letos se še lahko zgovarjamo na to, da so bile take spremembe, da še nismo čist prišli k sepa, ne? Ja, dobro, tisto, drugo leto okej. pa težje. Ampak v bistvu, ja, v najino opravičilo, kaj bova rekla, v bistvu, da je bilo kar gužva, ne, z izobraževanjem, Building Smart, ne, tako da to je kar vzelo nekaj časa, ne, ampak to je za Mislim, da lahko to je tema za drugo oddajo, v bistvu, no. Ja, ampak te 3 mesece lahko kar temu pripiševa, če so čisto odkrita, ne. Po drugi strani je pa tudi sezona virusov, kar se tudi meni sliši na glasu, ne. Res je. Tako da takrat še, ko bi lahko, je bil pa eden ali pa drug bolan, tako da. Ja, tako da danes Robi resno se žrtvuje za tole snemanje, da ne bova predolgo, upam, ampak v najini zgodovini, zmeraj, ko sva rekla, da ne bo predolgo, je bilo zmeraj 1 ura na koncu, ne. Ja. Ni neka huda žrtev, ampak v redu. Okay. Skratka, pogovori danes na temo prihajajočih dogodkov in pa v bistvu mogoče v preteklosti, ne vem, konferenc, ki si jih udeležil. Ena je bila ravno pred kratkim, pa mogoče če s tem začneva, v bistvu, ker je bilo najbolj, recimo, še sveže, no. Vse ostalo je napovednik za čez dober 14 dni ali pa 1 mesec, ne. To je, Robi, v bistvu bila pa tema zanimiva, ne. Saj na prvi pogled se zdi. Tema je bila zelo zanimiva, pa moram priznati, da sem pričakoval, da bo tudi kaj več o BIM-u, bomo rekli, ne. Ampak jaz moram priznati, da nisem o BIM-u v 2 dneh slišal absolutno nič. Če sem čisto pošten, nisem slišal besede BIM v 2 dneh, niti enkrat. Ampak a to je, mislim, a veš, kaj jaz, ne vem, a je bilo to dejansko povezava z nekim gradbeniškim vodenjem projektov oziroma... Ja. Aha. Ja. Ker v bistvu samega imena, v bistvu tisti project management simpozijum v bistvu ne da glih slutiti, da je to kakorkoli kakšna povezava z gradbeništvom. Ne, to je v bistvu Univerza v Marylandu organizira ta dogodek, ta simpozij, kongres, in to je bila zdaj že 10. ponovitev. In to dejansko njihov oddelek za gradbeništvo organizira in bilo je, bi rekel, tako čez palec je bilo 3/4 vseh projektov predstavljenih iz gradbeništva. 1/4 je bilo pa takih splošnih na vodenje projektov. Ampak dejansko v 2 dneh, pa recimo, da sem bil, nisem si ogledal vseh prezentacij, ker je bilo 5 sporednih sessionov, pa ker je bilo to v Ameriki, pa bolj na online, so se seveda končali ob 2 zjutraj, ne. Če imaš naslednji dan predavanje, si jaz to ravno ne morem privoščiti. Pa Robi, ki pa ne vem, ob 4 zjutraj vstane, ne, si šel sploh spat, kaj? Pustimo podrobnosti, ampak sem si ogledal veliko večino tega, kar sem lahko, in nisem niti enkrat slišal ničesar o BIM-u. In to so bile tudi take vodenje projektov, ne vem, kongresne stavbe v Washingtonu, ne. In tam BIM, kak je BIM? V ničemer, ne. Mislim, tako, sej ne bom kaj veliko povzemal stvari, kdor se ukvarja z vodenjem projektov, to dovolj dobro pozna. Bilo je nekaj na temo PMBOK zelo veliko, oziroma tega PMP vodenja projektov. Bilo je izjemno veliko govora o agilnih metodah, to bi bilo tebi všeč. Agile, pa Lean, pa tako naprej, to ogromno tega. Potem je bilo pa še tako, mislim, zelo veliko je bilo govora o tem, kako bomo bolj učinkovito delali.
ampak vsi so poudarjali, da je treba izboljšati komunikacijo, da to pač manjka. A ne. In to je pač, To gre pa, ne vem, tako na tvoj račun, v bistvu. Ne? no, na moj račun. To je točno to, kar se mi je zdelo in za doktorsko nalogo, kar sem ves čas predaval, kar pač nič novega, ne. Ampak dejansko zdaj izpostavlja, da je po tem covidu še slabše. Tudi kar mi opažamo. A je bil kakšen v bistvu tako izpostavljen kakšen razlog? Mislim, kaj ta COVID prinesel takšnega, da je v bistvu, da se je to še poslabšalo? Da so ljudje še manj znajo izraziti svoje občutja, svoje pričakovanja, svoje zahteve, da je zelo veliko projektov pade na tem, ker se ne morejo sami med sabo dogovoriti, v bistvu, kaj se sploh pričakuje, ne. Eno od predavanj je bilo ful všeč mi, ko je bilo o upravljanju s tveganji in je govoril o različnih tipih tveganj, a ne, in je pač glavno tveganje je, da se projektna skupina ne bo razumela. In če pa damo to vse skupaj ampak razumela tako, v kontekstu, kako bi komunicirala in to, da noče komunicirati, ne. In če to damo pol v kontekst BIM-a pa raznih BEP-ov pa tako naprej, a ni to točno to, kar skozi govorimo. Ja, da v bistvu, Res, to so čisto vsi poudarjali, no. Mislim, dosti žalosten, da imaš po eni strani, ne vem, cel kup pač standardov, ki v bistvu želi predvideti, kako je treba komunicirati, pol pa v bistvu na takšni skoraj na medosebni ravni v bistvu se enostavno ne moreš sporazumeti, pa že ne želiš komunicirati sploh v bistvu, no. To je prav, mislim, na koncu prav žalostno. Ja, no in recimo ta konferenca seveda je ameriška, pa velika večina vseh predavateljev, če ne, po mojem, kar vsi so bili iz Amerike, ne. Kar pomeni, da so bili tudi ameriški projekti. No in recimo za prenovo tega kongresa v Washingtonu, tam je prav rekel, ne, vodja projekta je rekel, da če ne bi šlo za eno tako stavbo, ki je toliko zavesti Američanov, oni ne bi končali. Tako da, mislim, ali pa recimo neka druga tam, neko avenijo so popravljali, ne vem, $1 milijardo vreden projekt. In na koncu so tako, da so porabili polovico, pa sploh še niso javnosti prepričali, da bi to šli delati, ne. Pa so mogli pa z drugo polovico končati. Mislim, taki primeri, a ne. In kaj je bil pol glavni problem? Pač, da noben ni hotel sodelovati, zato ker so vedeli, da jih bo javnost sovražila in pol niso tega, mislim, kar ene take, pač nič ni imelo veze s tehnologijo, no, to sem hotel povedati. Vse težave, vse največje težave, kar so bile, niso imeli veze s tehnologijo, kar je bilo tako, ne vem, kdaj sem to nazadnje slišal, no. Tako malo je bilo osvežujoče, po drugi strani pa tudi zaskrbljujoče, no. Ja, ampak se mi zdi, da prosti, no, ker sem prekinil, ampak v bistvu ampak se na koncu je bilo zmeraj tako, no, če se spomniš, tudi na projektih, ki so bila v bistvu evropskih, na koncu tehnologija sploh nikoli ni bil problem, ne. Ti tehnološko že nekje rešiš, ne, v bistvu bolj je tisto, kar ni z neko konkretno tehnologijo povezan, tisti na koncu problem, kako sploh to spelo, ne. Ja, no, saj, ampak kar je meni, zakaj sem jaz tako fasciniran nad tem, je to, ker v zadnjih ne vem koliko let, recimo odkar snemamo ta podcast, no, kamorkoli smo šli na kjerkoli konferenco, smo se pogovarjali samo o tehnologiji. A ni bilo nič drugega, samo tehnologija, ne. In tudi zdaj se pogovarjamo samo o tehnologiji. Ne, mi se še nismo niti začeli pogovarjati o tem, kako bi, ne vem, bilo to najbolj učinkovito uporabljati, pa kako bomo procese spremenili, pa nič. Do tega sploh prišli nismo, no. In tukaj pa res ni bilo, niti z besedo niso govorili o tehnologiji, res, meni je bilo tako, se pravim, presenečenje totalno, no, jaz sem pričakoval vse kaj druga. Tako da, ne vem, mogoče bomo morali tudi v Sloveniji kak korak nazaj narediti, pa se začeti pogovarjati tudi še o čem drugem, a ne, ker očitno pri vodenju projektov ni samo tehnologija problem, no.
Ja, v bistvu najbrž Tako da sploh to, ni no, vse problem. kaj več pa niti Ja, ne bi, no. ja, Ne, ne, sej, lej, v kaj bistvu več pa niti ne bi v tem dogodku. je super, v bistvu bova polinkala to, pa se bojo poslušalci lahko zadevo pogledali. Ne vem, ali bojo tele prezentacije online ali ne bojo dostopne vsem. Mislim, da so prezentacije dostopne samo nam, ki smo seveda plačali kotizacijo, ne. Bom tako rekel, da Američani izjemno dobro predavajo, vsaj v večini, vsaj tisti, ki so 70 minus, ne. Tisti res dobro predavajo, ampak kaj bistvene, ne vem, vsebinsko pa niso kaj v redu te predstavitve, no, bolje to kar povejo. Tako da itak ne bi kaj dosti pomagale. Je pa celoten dogodek povezan tudi s članki, ti članki pa najbrž, da bodo javno objavljeni, ker so pa tudi na voljo ostalim, tiste pa lahko pogledate. No, se pa tako že po programu vidi, če bi koga kaj zanimalo. Dejansko bila ena cela sekcija, bila posvečena samo ljudem, pa je bila ena samo agilnim metodam, pa so bila pa še neke druge. In vse skupaj se povezano na ta projektni trikotnik, ne, ko imate čas, obseg, denar, pa še kvaliteta, no. Tako da, ne vem, se pravi, zanimiv dogodek, ne vem, če bom drugo leto se ga udeležil, ker vseeno ni, mislim, po mojem dosti, če to vidiš enkrat na par let, ampak tako, da pa eno drugo perspektivo, no. Okej, super. Mislim, zanimivo, no. Bomo videli, kako hitro bomo prišli mi tudi v Sloveniji do tega, da se je treba stvari mogoče začeti pogovarjati prvič bolj odkrito, ker so mogoče zdaj videla tudi skozi tale izobraževanje, ki smo jih imela, Tako je. ker v nekih zaprtih skupinah se v bistvu to da pogovarjati majčkeno bolj odkrito, kot pa v bistvu tako, da če hočeš malo v večji skupini nekaj povedati, no. Ampak okej, kot rečeno, to je bolj zgodba za kdaj drugič. Okej, skratka, imamo pa zdaj še dva napovednika oziroma napoved dveh dogodkov. Ta prvi bo že relativno začetku maja, to je Dalux User Days v Ljubljani, ta je 11.5. Pol proti koncu meseca maja, 25.5. je pa v bistvu tista tradicionalna CBIM konferenca. Tako da bova šla? Ja, jaz imam namen iti na oboje, tako da tudi dneve so v redu izbrali, mislim, da to dvakrat četrtek. Ja, četrtki niso v redu. Četrtki so predavanja. Ne, v bistvu sem prav razmišljal, kako mi to, v bistvu, da bi še študente zraven spravili, v bistvu. To mogli prav predlagati, v bistvu, zato, da bi bilo to, ne vem, prenos v živo, pa bilo tlele študentov gor dal, v bistvu, ne. Bi bilo prav zanimivo, no. Ker vse študente ne moreš, pač, ja. Ampak, okej, kaj lahko rečeva na Dalux temu dogodku, sva bila že lansko leto, ne. Ja, ko je bil prvi. Ko je bil prvi. Ko gledam v bistvu tele predavatelje, se kaj prav dosti niso spremenili, ne. Imaš tradicionalno tiste, ki Dalux uporabljajo, kar je jasno razumljivo, ne. No, brez Jureta pa metoda ne gre, ampak drugi so pa tudi kaj novih, no. Ja, pa tisti, ki je prav iz Daluxa, ne, tisti je drugi. Vidim, ja, ampak skratka, ja, druge, ja. Ampak skratka, Aleš Korbar organizira, ki je predstavnik tukaj za Dalux v Sloveniji, vodi to predstavništvo tukaj. Tako da jaz verjamem, da bomo spet kaj novega izvedeli. Zdaj ne vem, koliko se je od tistega lansko leto, ker je bil napoved v bistvu za tisti modul za predajo, koliko se zadeva razvija, ampak v bistvu nisem toliko z Daluxom povezan, ga ne uporabljam v bistvu, tako da je zmeraj dobro zvedeti, kaj je novega. No, jaz sem ga v tem letu uporabljal precej več kot ti najbrž, ampak nikoli tistega handover modela sigurno ne, kaj handoff,
tega mi ne uporabljamo. Pač, jaz, če se spomnim lanskega dogodka, so bila kar malo navdušena. Kot prvo zato, ker so se dejansko držali časovnice. Ne. To imamo mi dva, checkbox. To je vedno, če to ni, pa ali tako dobi dogodek negativno oceno že na začetku. To edina pripomba na lani je bila, če se spomniš, da je bila premajhen prostor za druženje. Ne. Ja, to pa res, ja. Letos je bilo to prva stvar, ki sem jo zvedel, da se zagotovi večji prostor za druženje. A res? Okay. Za druženje, tako da očitno naj poslušajo, ne. Ampak no, v bistvu, brez skrbi. To smo si zdaj vzela v bistvu tako, da smo mi dva tista, ki sva, veš, dala povod za to, ne. So še tako, se še od koga drugega slišali podobno pripombo. Ne vem, no, ampak recimo, mi da se lahko delajo, da smo mi dva imela kje pri tem, ne. Tako da, Aleš, če poslušaš to, bova pa kaj druga našla za naslednje leto, a ne? Ja, ne, ampak je bilo... Lani je bilo meni. Nekaj to je. Res mi je bilo všeč, zato ker je bilo tako organiziran. Bilo je kratko in sladko in res strnjeno, ne. Tudi debate so bile zelo v redu. Tako da mislim, da glede na program bo letos zelo podobno. Se je pa lani zelo hitro napolnilo, ker je bilo omejeno število. Tako da ne vem, ali so še prosta mesta ali ne, to pa morate sami preveriti. Ja, je pa mogoče samo za dodati, da je v bistvu brezplačen dogodek, ne, tako da to je, je pa super, ker je samo dopoldne, ne, oziroma ker do 2 je tak normalen delavnik. Do 3 je letos. Do 3? No, ok, ja. Pa do 3. Ja, zato, ker moraš še druženje. Ja, še tisto moram, še to moram. Ja. Tako da ja, me veseli, no, da se tudi letos organizira. Jaz se predvsem veselim tistih novosti, kaj je quantity take-off. To me zanima, kako so to naredili. Pa bomo še kaj novega izvedeli, no. Pa srečala stare kolege, ki že nekaj časa niso. Ja, tako. Skratka, to je, kot rečeno, 11. maja, 4 dni kasneje, spet očitno četrtek, ne. Je pa SIBIM 2023 konferenca na Brdu, tako kot zdaj že nekaj let. Tako da o tem pa kaj prav dosti ne moramo reči, ker programa kot mislim, da ga še ni, no, saj ni objavljen na spletni strani. No, se bo šele čez en mesec, no. No, to je res, ne, ampak lepo bi bilo, če bilo kaj več, ampak v redu, pustimo se presenetiti, ne. Je pa, zdaj ne vem, je bil tisle imidž na tej spletni strani enak kot lansko leto. Mogoče, da je pa to tako, veš, na Applovih eventih, ki pa iščejo nek background v bistvu od zadaj, zakaj je taka slika, zakaj je tak logo, ne, in kaj bo iz tega, ne, tako da mogoče pa ta slika, ki je v bistvu nek model hudo temeljen, v bistvu neka taka stanovanjska zgradba, saj izgleda tako, ne. Zelo zanimivo z nekimi sončnimi paneli na vrh in tako naprej. Mogoče je pa v ozadju kaj v tem smislu. Ne vem, zdaj, mislim, da se malo hecam, ampak letos je SIBIM doživel tudi zamenjavo vodstva, tako da vsako vodstvo pravi, da moramo dati 100 dni za to, da si organizirajo delo, ne. Tudi tu se mi zdi, da je pošteno, da jim damo, pa ne dvomim v to, da bo dogodek organiziran v redu. Sicer pa mi, da so vedno poudarjali, da v bistvu tista močna stran tega dogodka je druženje, ne pa ravno program. Se je tudi že zgodilo, da smo šla stran iz programa, pa smo se reči pogovarjali zunaj, ne. Ja, res je. Tako da program je pač tako, fino je, da te pritegne, ampak mi, da bomo najbrž v vsakem primeru tam, no. Tako da se že tudi veselim dogodka, pa upam, da bo program kljub samo čim prej objavljen, no, bom tako rekel. To je res, ampak v bistvu bi pa, mislim, sigurno ne bo midva vplivala na program, ne.
Ampak v bistvu spomnim se, da mislim, da je bilo lani že tako, da je bil tisti nov zakon že objavljen s tistim ključnim stavkom o obimu tam noter. Ne? Pa vem, da na CVIN konferenci ni bilo v bistvu z besedo omenjeno vse skupaj. Tako da jaz upam, da morda bi pa se bilo dobro, kaj v tej smeri začeti pogovarjati, ne? Da ne bomo pol presenečeni vsi skupaj. Jaz mislim, da te moram popraviti, da so vsi govorili, ampak so samo govorili, da je omenjeno v zakonu. No, mislim, ja, v redu. No. To, okay. To verjamem, da se večkrat ta beseda pojavlja, ne? Ampak kaj bolj konkretnega pa mislim, da ni bilo govora o tem. No? Tako da Pa se tudi jaz ne trdim, ne vem. Mogoče je bilo kaj v tej smeri za narediti, zdaj ne vem, a se kaj da narediti ali ne, ampak a je sploh možnost o tem govoriti, a kdo več ve že v tej smeri, ne? Ampak bil sem mogoče to, bom rekel, presenečen, ne? Ko so bili iz javne uprave tukaj. Enkrat sem organiziral dogodek za te študente, ki so na praktičnem usposabljanju, pa se pač, ne vem, organizira par dogodkov na leto, ki pridejo nekod drugod predstaviti kaj. So bili iz javne uprave, pa iz Geodetskega zavoda Slovenije. No in so v bistvu tele iz javne uprave kar neki pač, ki vodijo te investicije, ne, v renovacije objektov, ki so v lasti države. Dejansko so obimo govorili in vedeli, o čem govorijo, tako da sem bil mogoče malo presenečen. No. Nisem imel tega občutka prej, da bi na tem nivoju nekdo se vsaj malo ukvarjal tudi s tem. Ne. Tako da jih je za pohvaliti. Ja, sej, mislim, sej nekako tudi to pričakujemo, ne, bolj bi bili negativno presenečeni, če ne bi nič vedeli, no. Ne, absolutno, ne. Tak se mi zdi, ne. Absolutno. Ja, to. V redu, to je to. Zdaj pa še tista ta zadnja stvar, ne, kaj sva rekla. Ja, ampak kot rečeno. Koliko je zdaj že to? Že kar veliko, ne? 7 let, ne? 2016, ja, aprila, skratka, kaj je to 7. obletnica teh BIM pogovorov. Ja, BIM pogovori so 12.4. praznovali 7. obletnico. Malo so vas zamudili, ampak sam za kaj? Malo so pa pozabljali. Ne, se nisva pozabljali, v bistvu sam so tako privat sva šampanjec odpirali tukaj v bistvu, ne? Pa proslavljala, ne? Ja, pa z Matevče torto spekal. Ja, jaz sem imel doma COVID v bistvu, no, pa sem se sad vse smilo, najbrž v tistem času. Tako, ja. Najbrž je bilo kaj takega. Ne, pa res je bilo nekaj takega, ne? Ja, definitivno, no, to je 14 dni nazaj. Definitivno sem se doma sam vse smilo. Tako da nisva mogla mava izgovor, ampak bolje pozno kot nikoli. Matej je še dal eno ful dobro iztočnico, pa je rekel, kaj se je v teh 7 letih sploh spremenil? Kaj se je spremenil? V bistvu, jaz sem zmeraj bolj siv, ne. Tako, če se naborijam, v bistvu se že po bradi vidi, ne. Jaz ne bom niti govoril. Otroci so zrastli, veš, v tem smislu, precej, ne? Sem res, 7 let. Ne? Ja, okej. Moj mlajši ima zdaj 8, tako da skoraj. Tako da so se stvari, glede BIM-a, v bistvu ne vem, ne. Se mi zdi, no, ampak kot rečeno, to bo kdaj drugič, ampak po teh, recimo teh internih pogovorih, ki jih imaš z ljudmi, v bistvu vidiš, da se še zmeraj eno in iste stvari sprašujemo. Mogoče ne sicer vem, kaj je BIM, ne. Ampak, kad na to odgovorimo, pol se pa takoj začnejo ista vprašanja, no. Odgovori so še zmeraj zelo podobni, kot so bili 7 let nazaj, no.
Pa Dalux je, no? približno zelo tako. Pa Dalux imamo zdaj. Sem res, ja. V 7 letih je Dalux je nov, ja. Mislim, zakaj se to smejiva, ker očitno nič več druga ne obstaja v slovenskem BIM prostoru kot Dalux. A ne? Ja, no, Vsi samo Dalux. to je zdaj že kar res pregovorno tako, ne? Ampak vse na koncu tako je, mislim, na koncu tako je. V bistvu je absolutno tako majhen prostor Slovenija, da bi lahko rekli, da v tem krogu se uporablja, ne vem, 5 različnih CDE-jev, ne? Bi bilo pa malo čudno, no? Če smo čisto pošteni. Ja, to je res. Ja. Pa tudi v bistvu, Mislim, ne vem, toliko ogromnih gradbenih projektov spet nimamo, ne? Da bi sploh upravičevali uporabo CDE-ja kot takšnega, ne? ja. Razen takrat, ko je treba očitno, v bistvu takrat pač vedno, no? Ja, to je tudi res. Ne vem, enkrat si ti mislim, da omenil, da bi prišel en tak slovenski CDE, v katerega bi vsi šli, pa bi ga znali vsi uporabljati, pa bi za vse enako. Se mi zdi, da zdaj to vlogo kar nekako Dalux prevzel. Pa se konec koncev tudi ni nič narobe, dokler pomaga pri izvedbi projektov, ne? Dokler mu ni v breme. Mogoče boš da Dalux kot kaj druga, vsaj zaenkrat, no. Je pa vedno tako, da pač ko pride nekaj božjega, pa ljudje tudi zelo hitro grejo na nekaj božjega. Sej tudi v tem primeru je bilo tako, pa smo imeli prej Viewpoint for Projects, pa Procore, pa ne vem kaj vse se pojavlja, ne. In zdaj, če pač ljudje ostajajo na Dalux, očitno vidijo v njem nekaj, no. Vsaj zaenkrat, no. Se pravi, v 2023 se mi zdi, da je pač Dalux, mogoče v 2024 že kaj drugače. Bomo videli, no. No, ampak v bistvu, okay, malo sva temo zdaj načela še za CDE, ampak v bistvu ena stvar, no, ki bi mogoče vseeno bilo pametno izkoristiti tudi tale Daluxov dogodek, je vsaj mogoče začeti neko vprašanje in neko debato na temo, kaj po končanih projektih. Mi zdi, da je to neka taka večna tema, ki se je tudi ko gledam ta program od Daluxa, v bistvu se je zadeva zelo izognila v bistvu samo temu, ne. In mislim, da je to mogoče gre to zelo na tisto temo, ne, kar si ti rekel za vodenje projekta, v bistvu pač, tehnologija tukaj je, zdaj moramo pa mi v bistvu rešiti mogoče stvari, ki sploh niso tehnološko povezane v bistvu, ampak so mogoče bolj pravna vprašanja v bistvu, pa ne vem, takšne stvari ločiti, pol jasno obstaja še, ne vem, dilema tehnološko v bistvu, kaj in kako v bistvu po končanem projektu, a je to treba v bistvu pol plačevati v nedogled v bistvu za naslednjih 100 let in imeti tak biznis model, ali je to pač možno kaj drugega iz tega narediti, ampak se mi zdi, da bi bilo kar pametno vprašati nekaj takšnega na tem dogodku, pa da videti mogoče nek odziv, no. Saj ne pričakujem, da bi imel pa nekdo iz rokava stres odgovor, ampak vsaj to, da se kot neka skupina ljudi tam, ki se s tem ukvarja, da se začnemo s tem ukvarjati, no. Jaz bi mogoče tudi dodal samo to, da če govori z uporabniki Daluxa, tudi sami natančno ne vejo, kaj lahko na koncu pričakujejo. In recimo tudi sami ne vejo, kako se stvari izvozijo iz Daluxa. Eni razumejo, da se popolnoma izvozijo, drugi, da dobiš samo datoteke dol. To se mi zdi, da bi bilo kar treba večkrat razložiti, ne. Pa recimo treba se enkrat začeti tudi pogovarjati o nekem izmenjevalnem formatu za CDE-je. Tako, kar je IFC za modele, bo treba kar naenkrat zdaj pogruntati ne vem, strukturiran XML ali karkoli za CDE-je, ker v nasprotnem primeru na dolgi rok tole ne bo nič dobro, no. Nabirali bomo informacije leta in leta v času projektiranja, v času izvedbe, potem bomo mogoče celo
uporablja to v času uporabe objekta, pa vzdrževanja, potem pa nekdo enkrat ne bo nič plačal, pa bo vse skupaj šlo v franže, ali pa se bo odločil, da se ne splača več plačevati in tistih informacij ni več. Ne. Tako da, ne vem, verjetno bo enkrat treba tudi začeti debato na to temo. No. Ja. Ampak tako, ker je šel BIM, ne, začel se pri projektivi, zdaj prihaja v fazo izvedbe, ne. Jaz pričakujem, da bo v par letih da bomo prišli tudi na koncu v tisto fazo vzdrževanja. In če ne, prej se bom pač takrat začel pogovarjati. Mi je pa zanimivo, da se v tujini tudi o tem ne pogovarjajo, ne. Ker so te platforme očitno prevzele vlogo, ki so prej imele pač posamezne storitve. Tako da Ja, zanimivi časi, ne. res je. Pustimo se presenetiti, ne, kaj se bo zgodilo čez 7 let, ne, ko bo še zmeraj snemala BIM pogovore. Ne. Takrat pa na 4 mesece, kako? Na 5. Ja, recimo, ali pa na leto, tako vsak. Sezonsko. Biannual. Biannual, ja. Ok, denava res predolga, ne, ampak v principu zmeri se, jaz vsaj zase bom zdaj govoril, se težko spravim, v bistvu, da je treba spet recimo kakšno oddajo posneti, ne. Ampak pa sem pa čist zelo zadovoljen, no, pa v bistvu dobim kar nekako veselje za to delati na spet. Težko nekaš. Ja, kot zdaj, bodo je Robi, bom kar rekel, adijo, čau. Jaz bom pa rekel, se slišimo preko čez 4 mesece, med drugim lahko pač povedati tudi posebej oddajo v drugim smrti izobraževanjih, pa potem vse poročila iz vseh konferenc oziroma dogodkov, pa mogoče še kaj drugega, pa mogoče kakšnega gosta. Pa absolutno upam, da se s poslušalci vidimo na teh dogodkih in rečemo kakšno uživo. Ja. Upam, da bom imel boljši glas kot danes. Vse imaš super glas, Robi, tak globok, tak prav. Moški se razlika drugače. Lepo se imejte, Robi, adijo. Adijo.